Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten in prijazen pozdrav. Zdaj klepetalnica današnja predpraznična prenaša prav pogovor z gospodom Boštjanom Kocmurjem, generalnim tajnikom, sem povedal prav Boštjan, izseljenskega društva Slovenija v svetu. Gre za rodoljubno društvo. Danes bo tekla beseda o tem, tudi v vseh dejavnostih, ki jih počnete v društvu, in seveda pred vrati je praznik, nenazadnje 30 let samostojne Slovenije. Tudi povabilo ste prinesli s sabo. Nenazadnje pa je tudi pred nama knjiga, monografija Vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo. Zgodba se je začela, če greva nazaj, prav 30 let. Malo nam povejte o tem, kako in kaj, in potem ste registrirali tudi društvo. Ja, to se pravi, leto 1991 je bilo posebno leto za Slovence v vseh ozirih. Tisto leto sem ženo še živel v Argentini in sem bil vključen v dogajanja, to se pravi, oziroma prizadevanja za podporo te slovenske samostojnosti, ki si je pač pripravljala. Moj osebni prihod je bil, to se pravi, junija meseca, to se pravi konec meseca. Tiskrat so bile meje zaprte, to se pravi, moj prihod je v bistvu po vojni, ker so bile meje zaprte. Kako je nastalo to društvo? Društvo je pa nastalo v bistvu v tistem času, v Ljubljani so bili delegati praktično iz vseh metropol po svetu, to se pravi Slovenci po svetu, nekateri povezani z ustanovitvijo Svetovnega slovenskega kongresa, drugi pa čist privatno. In proti koncu leta 1991 so izrazili željo, da bi ustanovili društvo izseljencev za izseljence. Zdaj, najbolj priročni smo bili te, ker smo v bistvu prišli v Slovenijo, da bi ostali. Drugi so se potem vrnili, no in so nam naložili nalogo ustanavljanja tega društva. To se pravi, Slovenija se je leta 1991 v bistvu zelo odprla. To se pravi, prej je bilo nekako izseljenstvo in Slovenija kot taka precej izolirano, razen recimo izjem. Tako da ta želja po vključevanju, bi rekel, biti tudi del te zgodovine, ki se je začela leta 1991, je bila zelo velika, posebno iz strani prve generacije, tudi te, ki smo rojeni tam. Zdaj, prvi program leta 1991 oziroma v bistvu 1992 je bilo sprejem druge generacije, oziroma prvo smo že spremljali leta 1991, ampak kot organizacija leta 1992, prvih maturantov iz Argentine. In v ta namen je bilo treba dobro pripraviti enomesečni program s ciljem spoznavanja Slovenije, bi rekel, naravne in kulturne znamenitosti in pač njihove ljudi. To se pravi, če se vrnem do Argentina, v Argentini obstaja sistem sobotnih šol od vrtcev do konca gimnazije in nekako je bilo to kot nek zaključek tega ciklusa. In to se je, bi rekel, tako prejelo, da je recimo še danes, kljub pandemiji, to zelo lani, skupina, ki ni mogla priti, bo letos prišla plus letošnja. Dve skupini. Ja. To seveda zdaj je veliko bolj enostavno, ker imamo redno financiranje strani Urada za Slovence po svetu. K temu je tudi vključeno recimo tečaj slovenskega jezika, kjer se pač mičken
izpilijo v svojem znanju jezika. Tako da to je recimo en program, ki je neka stalnica. Ki se je začel. Ki se je začel. Boštjan, seveda je osnovni namen seveda, da nekako povezovanje vseh Slovencev, ki so v zamejstvu ali nekje z matično domovino, ne samo vaše, ampak zdaj, ko ste rekli Argentina, bržkone je največ teh izseljencev prav v Argentini slovenski ali morda v Združenih državah Amerike, kaj jaz vem, naše področje, Prekmurje je pač bolj Cleveland, Severna Amerika, verjetno Pariz, mogoče še ne. Imate vi vpogled pravzaprav zdaj kakšne podatke, že 30 let pozneje, koliko je pravzaprav to število izseljencev, ki jih želite povezati z matico oziroma s koreninami, ne? Ja, no, v tem trenutku se povezujemo z vsemi skupnostmi, ne, to se pravi, poleg Argentina, Amerika, Kanada, Avstralija, Evropa, Nemčija, Švedska, Francija, Belgija, to je pač redno. V glavnem. Ja, in zamejstvo, ne, čeprav zamejstvo je praktično. Druga zgodba. To je druga zgodba, so blizu. Tako. Ne. Tako da o številih je to bolj neka ocena, tako, ki se je nekako v 90-ih letih omenjalo, ne, da je to četrtina prebivalstva, ne, 500 tisoč, ampak zdaj je to vprašljivo, ne. Asimilacijski proces je zelo velik, ne. Tretja, četrta generacija že mogoče, ne? Ja. Zdaj v Ameriki, ne, to so najstarejše skupnosti, ne, to so 120 let, mogoče celo več. Tam je seveda največ, ne. Tudi Cleveland kot mesto z večjim, to se pravi, med drugo svetovno je bilo največje slovensko mesto, ne, v količini, ne, to se pravi 120 tisoč ali koliko jih je bilo. Več kot Ljubljana. Ja, več kot Ljubljana v tistem času, ne. Tako da zdaj tam proces asimilacije je mogoče večji, ker je tudi politika ameriška bistveno bolj agresivna, tudi recimo ta selitven proces je zelo močan, to so noter v državi, že ali zaradi študija, zaradi dela, ne, in se tudi jezik težje ohranja. Imamo pa recimo z dvemi središči še vedno, kjer funkcionira slovenska šola, tudi bi rekel v času gimnazije, ki so se pridružili tudi tem našim Argentincem, to so Amerika, Kanada, to je bila recimo povezava ob tem času obiska Slovenije, ne. Zanima me nekaj, vi ste bili v Argentini, recimo, ko je preštevanje ljudi na toliko in toliko let, recimo letos bo na Madžarskem, se je dalo tam v vprašalniku oziroma izjasniti, opredeliti za narodnost v Argentini, recimo, ne vem, kako je v Združenih državah Amerike, govorimo seveda o predstavljanju našim gledalkam in gledalcem, na Madžarskem recimo je. In zdaj recimo naša skupnost v porabijo prosi ne vsi tisto, ker drugače število vedno bolj pada in seveda vse manj pravic. Kako je bilo s tem v Argentini? No, Argentina ni imela nikdar tega, oni pač smatrajo za Argentinca, katerega koli rojenega tam. To se pravi, po krvi to ni, tako da tudi se niso poglabljali v to. Ne? V to, ja. Imamo pa recimo podatke čistko o slovenskih pisarnah, ki so spremljale te prehode in recimo med obema vojnama, to se pravi med prvo in drugo svetovno vojno, je prišlo približno 30 tisoč Slovencev. Med njimi tudi precej, bi rekel, Prekmurcev. To se pravi, v Argentini obstaja eno veliko središče na jugu glavnega mesta in potem eno tudi večje središče v Montevideo, to se pravi v Urugvaju. Potem so tudi manjše skupnosti. Ampak tako, en par tisoč Prekmurcev je tudi prišlo v Argentino, ja.
Največ jih je bilo med vojnama iz Primorske, ne? To zapravo zaradi fašizma je iz tega Tržaškega bazena, Goriškega, Vipavska dolina, ne? Največ Slovencev. Po drugi svetovni vojni je pa ta krajinski del, to zapravo okolica Ljubljana, Dolenjska, Notranjska, tam šteje približno 10 000. In je skupnost, ki je najbolj uspela ohraniti jezik, ker so vsi sloji prišli, ne? Od univerzitetnih profesorjev, duhovnikov, kmetov, obrtnikov, ne? In to je naredilo, da mogoče videz o velikosti je varljiv, ne? To se pravi, je bolj neka kvalitativna komponenta kot pa kvantitativna. Ampak se je tudi pred vojni, teh 30 000 so se vključili v ta drugi val, ne? Ali to se pravi tretji val. En prvi val je bil v prelomnici 19. 20. stoletja, ne? Tako da, ja, zdaj število. V Ameriki je bilo to možno, to se pravi približno, ne? Ja, Ocenite. Ocene, recimo pred osamosvojitvijo se je izreklo približno 120 000 Slovencev, ne? Po osamosvojitvi pa nek 20 ali 24 000 več. To se pravi, da je to bilo tudi ena spodbuda, ja, in tudi neko iskanje, ne? Tudi recimo ta rodoslovna društva, ki obstajajo recimo v Sloveniji, zelo uspevajo lih z povpraševanjem iz Amerike, ne? Iz Združenih držav Amerike. Obravnavate seveda tudi v vašem društvu preučevanje izseljenske problematike. Tu gotovo prihaja do podobnih primerov, bodi si da gre za Argentino, Evropo ali kjerkoli drugje, se pravi, to problematiko nekako proučujete in pa verjetno potrebe naših izseljencev se obračajo seveda na vaše izseljensko društvo Slovenija svetu, da jim pomagate pri nekaterih stvarih, verjetno tudi pomoč pri nekih birokratskih zadevah, kaj zvem okrog potnih listov, ne vem, to boste nam zaupali, recimo, ne? Ja, to je proces, ki se izboljšuje, ne? To se pravi, kar se tiče potnih listov, ki ste omenili, državljanstva, nekoč je bilo tudi aktualno, te obveznice, pač nadomestilo za nepremičnin in teh zadev. To je bilo toliko, da je bilo res zelo mučno. Zdaj se te stvari, po eni strani so se normalizirale, ne? V tem trenutku je več povpraševanja pri štipendijah, pri šolanju, pri priseljevanju kot takemu. To se pravi, je kar en stalni prihod po kapljicah, ne bomo rekli, da je tukaj zastrašujoče, ampak recimo vsak mesec pride kakšna družina in tukaj treba seveda malih usmerjati, pomagati, iskati prvo bivališče, če nimajo recimo nekih sorodnikov, ne? Vpise v šole in te zadeve so bolj aktualne. Kar se tiče pa skupnostmi v krajih samih, to se pravi v izseljenstvu, so pa, bi rekel, potrebe na področju kulture, šolstva, literature, zdaj se tudi tukaj manj pojavlja zaradi interneta. Tako da te stvari, bi rekel, to kar je bilo recimo težko delo na začetku ali pa bi rekel intenzivno, se tudi nekako razvija v neko, bi rekel, lažjo varianto, ne. Tu pred nama je knjiga, monografija Vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo, Pavlina Korošec-Kocmur, ne, predvidevam, da žena, soproga, ne, soproga je napisala v sliki besedi, pravzaprav monografija, rečemo, da je zgodovinsko obdelana zadeva, verjetno tudi sedanjost zajeta. Komu, kateremu bralcu, kateri populaciji ljudi je namenjena ta monografija in kaj, ker je ne bova odpirala in listala, lahko gledalec, gledalka, ki tole spremlja, pa morda poseže pri njej, tudi prebere v njej?
Ja, lejte, to se pravi en delček zgodovine, tudi te izseljenske. Mogoče zanimivo za bralca, kako so bili tisti prvi koraki ob prihodu, ne? Kako so tiste prve skupine, ki smo prihajali, se družile, se podpirale, ne? In razvoj recimo tudi društva in bi rekel od zakonodaje do druženja in tudi prispevki bi rekel, po prihodu v slovenski prostor. Zdaj trenutno... Vse splošno, bržkone, ne, ja, zadeva. Je seveda nekako iz vidika izseljenskega društva Slovenije v svetu, ta opis, ne, ampak pač za bralca, ki ga zanima to področje, bo sigurno zanimivo. Vse fino. Nekaj ste že povedali o vaši aktivnosti, o programih, omenili ste maturante, ki prihajajo vsako leto iz Argentine oziroma s prekomorskih držav, bomo rekli, ja, tako bolje, ne, sem, ne. Potem pa imate tabore. Veliko število taborov, pravzaprav ni jih ravno 30 bilo, to je lansko leto izostal, tudi verjetno niste z letom 91-92 pričeli s tabori. Kaj ti tabori predstavljajo oziroma kdo se združuje na teh taborih in pravzaprav program teh taborov? Lejte, nastanek je bilo iz želje predvsem prve generacije izseljencev, da bi pač povedali oziroma svoje želje, kako živijo, to se pravi neko pričevanje. Na nekem srečanju. Ja, v nekem srečanju. In to je bilo v nekem času, ko ni bilo recimo samoumevno tudi pridobitev državljanstva, recimo, ne? Ali urejanje, recimo predvsem iz evropskih držav, obrtnik, ki je hotel seliti svojo dejavnost, obrt sem, s čem se je srečeval, ne, je tudi to bila informacija. Potem, kaj bi rekel, ja, vsak je rad govoril o sebi in v svojem okolju. In s tem smo nekako tudi odprli neko diskusijo, ja, ne. So bili tudi vedno vabljeni predstavniki vlade, različnih resorjev, ne, od pač, ne vem. Iz prve roke so lahko prisluhnili, ja, oblast, kako in kaj. Ne? Kako in kaj. To je bilo recimo zelo, bi rekel, tudi pokrito, ne, iz strani bi rekel, televizije, recimo. Medijsko je bilo zelo pokrito. Seveda pol se te potrebe, bi rekel, rešujejo, manjšajo. Se pravi, to je ena pozitivna zgodba, če gledamo tako v celoti, ne. V tem trenutku je pa bolj neke vrste druženje, tudi predstavitev, ampak v manjšem obsegu, ne. To se pravi, veliko stvari je že znanih, ne. O taboru ste povedali, rekli smo v maturanti, seveda tudi v drugo smer gre, ne, zdaj hodijo družine, pridejo sem, izseljenci pridejo, tudi vi organizirate kulturno-umetniške skupine, ne vem, potujejo na povabilo preko morja v Argentino, v Združene države Amerike, kjer obogatijo, ne vem, neki praznik, požlahtnijo neko dogajanje, tudi opremljate recimo knjižnice, recimo slovenske, v tujini izseljencem, malo morda še o tej zgodbi. Ja, to so zdaj recimo predvsem povezava s šolstvom, ne? To se pravi potrebe na tem področju. Nekoč je bilo od videokaset, ne? Zdaj to ni več moderno, ne? Zdaj imaš vse na internetu, ne? Večine stvari. Opreme knjižnic tudi pred leti je bilo veliko bolj aktualno, ne? To je tudi povezano z centralami skupnosti in lokalnimi šolami, ne? To je temi sobotnimi šolami. Tukaj je bil izkazan vedno nek interes.
Potem recimo sodelovanje pri raznih člankih, informiranje pri lokalnih časopisih, ne, to se pravi, smo tudi imeli to aktivnost, ne, da je zmeri nekdo sodeloval na tem področju. In seveda gostovanja, kulturno-umetniške stiki, ja. Bi rekel, v zadnje čase, to je tudi urad nekako bdi nad tem, da po državah gre le ena skupina, ne, in ta intenzivno. Ne. Potem gre komplet turnejo napravi. Ker drugače je bilo to poplava, tega, ne. Preveč in tudi za skupnosti tam velik zalogaj, ne. Ker tam je vse volontersko. Zdaj, če imaš dve skupini ali eno skupino, je nekaj ali pa 10, je pa že problem. Boštjan, bržkone naši izseljenci te skupine kulturno-umetniške razstave, ki jih pripravljajo, sprejmejo seveda z veseljem, z radostjo, ne nazadnje sveži stik z slovenskim jezikom, z slovensko kulturo. Ni tam nekih nasprotovanj, zdaj pa to ni v redu, ali pa zdaj pa ne bomo neke skupine sprejeli. Ne, mislim, da je to že zgodovina. Ne. To zdaj obratno. Ne, to je. Koliko izseljenci, recimo, še v to smer razmišljamo, ne, lahko naredijo ali pa delajo na promociji Slovenije, mlade države, recimo leta 1995, bom se zopet obrnil na vašo drugo domovino, Argentino, koliko so izseljenci tam lahko naredili za prepoznavnost Slovenije? Namicene države tam v Evropi, ki nas zamenjujejo z Slovaško, pa še s kom ne. Verjetno je to tudi bil en del, ne bom rekel naloge, ampak dobrobiti, da so naši Slovenci izseljenci tam v državi, kjer živijo kot izseljenci, naredili eno, bova rekla, promocijo v Sloveniji. Ja, to sigurno. Vsa leta, tudi ker so Slovenci vključeni v razne stranke, ne, je že to, bi rekel, nek stik. Je pa slovensko tak poznan kot kvaliteta, ne. To so deloven, ustvarjalen, tudi vidno, ne, tudi bi rekel, ni latinski svet je bolj tako... Ja, nalažje, bolj na izi, ne. Takole, če hočeš kaj preveč delati, reče, kaj s nervozen, umir se, tako, ne. Jutri, ne, manjana, ne. Mi pa smo delovni, ne. Ja, tukaj je zima, ne, te stisne. In potem... Je malo to, ta komponenta, ne. In lejte, recimo, če sam govorimo zdaj o 30-letnici, takratni predsednik Juan Carlos Menem je že odobril podporo Argentine v novembru 1991. Ne. Seveda to je moglo iti čez parlament, procedura in seveda Argentina pol januarja 1992 prizna Slovenijo. Ampak je že, bi rekel, to, ali pa če tudi omenem, da smo imeli poročevalca v Sloveniji, ki je za celo mrežo argentinskih oddajnikov poročal, ne, dnevno. Ne, in to je bilo Dobro jutro Slovenija, ne, in ta podpora je bila stalno dnevno. Ne. Ko so lahko naši poslušali vsi ostali. Tako. Zadevo, kaj se dogaja v Sloveniji. Ne. Ja. No, zanimiva zgodba, ne, to je nekaj novega. Prvič tudi sam sedaj to spoznavam, da ste pravzaprav bili neposredno povezani, ne, potem z... In je bilo, ker to je bila senzacija tiskrat, prva vojna po drugi svetovni vojni na evropskih tleh, ne. To je bilo, mislim, govorilo se o Evropski uniji, o nekem paradižu tam čez morje, ne, in je vojna, ne. Mislim, to je bilo šok, ne. Boštjan Kosmur, generalni tajnik Izseljenskega društva Slovenija v svetu, velikokrat rečemo, moraš iti v tujino, da začutiš biti domovine, da začutiš tisto. Verjamem tudi sam, da številni izseljenci nekako še bolj kot mi, ki živimo v Sloveniji, nosijo Slovenijo v srcu, oziroma so še bolj domoljubni. Ne? In zdaj prihaja seveda 30-letnica osamosvojitve,
praznik državnosti 25. junij. Tudi vi sami, o tem bova za nekaj rekla, pripravljate 2 prireditvi in tudi verjetno v svetu med izseljenci bo slavnostno glede tega. Lejte, zdaj tukaj omejitve so ta pandemija. Zdaj, če govorim o Argentini, ne, ko je bila 20-letnica Slovenije tukaj, se je tam praznovala 200-letnica Argentine. In to je bila poplava glavnih, bi rekel, avenij s programi, bi rekel, slovensko-argentinskimi. Imamo tudi je ena druga publikacija, kjer smo, to danes jo nisem prinesel, ko govori o slovenski skupnosti tam, ne, kako je to, bi rekel, res en izraz srca. Ne. Je pa to čisto normalna zadeva. Jaz zdaj izpolnjujem 30 let bivanja v Sloveniji, ne, in recimo, ko živiš v tujini, ne, nekako hrepeniš po tem, kar ni. Ne. Ko živiš tukaj, imaš pa vse na dlani in si bolj pragmatičen. Ne. In ne ceniš morda. Ne ceniš, ker pač imaš to na razpolago. Tako da ja, sigurno je ta čustveni naboj, tudi prizadevanje, bi rekel, individualno prizadevanje, bistveno večji kot pri Slovencih v matični domovini. Ne. Boštjan Kocmur, Izseljensko društvo Slovenija v svetu ob 30-letnici praznovanja pripravlja skupaj z Glasbeno matico, to je v soboto 26. junija ob 20:30 v veliki dvorani Slovenske filharmonije, slavnostni koncert ob 30-letnici samostojne Slovenije. Z eminentnimi gosti, orkestri, zbori, solisti in tako naprej. Ne. To je vaš prispevek, delež, potem pa še naslednji dan, takrat pa sami organizirate, ne, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, slavnostna prireditev, 27. tabor Slovencev po svetu. Bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu oziroma v Ljubljani, ne, Slovenci pred 30 leti in danes, z bogato, tudi z odprtjem razstave, z mašo, z uvodnimi pozdravi. Ministrica za slovensko zamejstvo po svetu bo tudi spregovorila, doktorica Helena Jaklič, pa slavnostni govorniki, kot so Lojze Peterje, dr. Andrej Fink, Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije, se pravi umetniški program s Tonetom Kunterjem, da samo ne naštevam, vseh ostalih, dijaki iz Argentine, ne, in tako naprej. Čudovit program, to je vaš prispevek matici domovine 30-letnici. Z veliko željo, da bo to uresničljivo, ker smo... Ja, ne vemo še kaj pa kako, morda ta trenutek, ko snemava tole oddajo, ne, kako bo do tega 26. Ampak jaz verjamem, da bo to uspelo, seveda tudi vsem našim, ki nas gledajo drugod po Sloveniji, zlasti Ljubljančani, 2 veliki prireditvi, na katere povabimo, ne, naj se udeležijo kot Slovenci. Morda za konec, Boštjan Kocmur, še tisto, kar včasih ne radi spregovorimo, ali pa vendar je priložnost. Društvo obstaja, je živo, če so ljudje za to, če so aktivni, če sodelujete in seveda, če je neka finančna podpora. Kako je v vašem društvu oziroma kako Izseljensko društvo Slovenija v svetu nekako se financira? Rekla sva urad za zamejce, ministrstvo kakšno, v glavnem ima država posluh za vaše društvo? Ima. To se pravi, sem optimist, ker so stvari se izboljševale. Zdaj, na vprašanje, s katerimi ministrstvi, mi smo z vsemi, ki smo jih lahko, nekoč. To se pravi, od kulturnega ministrstva, šolstva, občine in urad za Slovence po svetu. Pred 10 leti približno se je ta stvar centralizirala in zdaj recimo razpisi, ki so bili odprti v vseh teh ministrstvih, se nekako osredotoči na uradu za Slovence po svetu. To se pravi, urad za Slovence po svetu je tudi naš redni financer za, bi rekel, redno poslovanje in financer za programe.
To se pravi, sta dva razpisa vsako leto, na katere treba seveda predstaviti upravljeno delo in tudi prihodnje ambicije, ne. Tako da to je tudi lahko niha, ne, od leta do leta, ampak smo nekako, bi rekel, z razumevanjem, ne, podprti tudi, bi rekel, zaposlenim pol, ki smo v tem društvu, ni tukaj kakšnih pretresov, ne. To se pravi, da je zadeva urejena in tudi pač urad skrbi za to, ne. Mislim, da ni treba vprašanje, da ste dojemljivi tudi za kakšne donatorje, pokrovitelje, sponzorje, verjetno jih sprejmete radi in tudi hvaležni za morebiti kakšno donatorstvo. Ja, recimo, če že omenjamo koncert 26. junija, ja, donator je tudi Mestna občina Ljubljana, ne, preko Združenja kulturnih zavodov, ne, ljubljanskih. Tako da so tudi neke pomoči, tudi ko maturanti recimo gostujejo, so tudi kakšne, bi rekel, pogostitve ali recimo ogledi in podobno, ja, se pridružujejo. Se tako v obliki namenskih sredstev nekako tudi sponzorira, ne. Generalni tajnik Boštjan Kocmur iz Izseljenskega društva Slovenija v svetu, priložnost pred praznikom, malce že slavnostno ta današnji torek, da našim gledalkam, gledalcem kaj sporočite, zaželite, tudi voščite. Ne nazadnje, mlada država smo, prehodili smo neko pot, trnovo pot, da smo postali samostojni, bržkone bi trebalo to negovati in žlahtniti to našo slovenstvo, pa je priložnost, da morda tudi voščite. Jaz bi rekel, predvsem bodimo ponosni. To, kar imamo, mogoče se premalo zavedamo, to se pravi, prihajajo novi rodovi, v te osnovni skromnosti Slovencev, da ne izpostavljamo preveč sebe, naj povem, da narodi bistveno večji, recimo, če vzamemo Katalonce, 12 milijonov, ne uspejo to, kar imamo mi danes v Sloveniji. Za te, ki smo bili rojeni in živeli v izseljenstvu, je pa ta dogodek res, ne bom dramatiziral, rana, bi rekel, oblična rana, ampak ker Slovenc pred osamosvojitev ni bil poznan. Recimo v Argentini. Si rekel, da si Slovenc, Čekoslovak ali pa so ti dali nekam, pa nobenega ni nad zanimalo. Zdaj Slovenija je nek svetovni akter in tudi, bi rekel, vreden spoštovanja. In ta ponos bi rad posredoval vsem gledalcem in delajmo skupaj, no. Hvala za vaš današnji obisk, pripeljali ste se iz Ljubljane, Boštjan Kocmur, vašemu društvu, vašim sodelavcem, vse dobro, lepo, srečno, ob rojstnem dnevu, vse najboljše čestitke naši domovini in seveda pozdrav vsem izseljencem, kajti tudi bodo imeli priložnost ali najin pogovor tudi spremljati preko medijev teh svetovnih, ne. Zatorej še enkrat hvala za obisk. Hvala vam za to ponudbo, ne. Z veseljem smo prišli danes v Ljubljano. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bila današnja klepetalnica z Boštjanom Kocmurjem, generalnim tajnikom Izseljenskega društva Slovenija v svetu. Tik pred praznikom smo, zato vam tudi sam želim v imenu sodelavk in sodelavcev televizije AS lepe praznične dni. Ponosni bodite na to, da imamo že 30 let samostojno Slovenijo. Pa srečno Slovenija in vam, cenjene gledalke in gledalci.